Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Dober večer, dobrodošli v zadnji letošnji oddaji Karitas, dragi poslušalci. Ja, veliko dobrega, ki ga storijo sodelavci in prostovoljci Slovenske Karitas, smo omenili v letošnjih minutah namenjenih prostovoljstvu. In skupaj smo spoznavali stiske slovenskih družin in tudi prostovoljce, ki so pripadniki Karitas in letno naredijo več tisoč prostovoljnih ur. In danes v zadnji oddaji leta se bomo zahvalili tudi vsem prostovoljcem in pa predstavili akcijo Zaupanje. Podrobneje nam jo bo približala sodelavka Slovenske Karitas Mojca Kepic, ki jo prav lepo pozdravljam. Lep pozdrav vsem. Ja, tako brez prostovoljcev si kar težko predstavljamo delovanje vaše organizacije, kaj ne, Mojca, in zagotovo je kje kakšen podatek, koliko ur dela opravijo. Neizmerno smo res hvaležni in se res iskreno tudi ob koncu leta zahvaljujemo več kot 10.100 prostovoljcem Karitas, ki res svoj čas namenijo za ljudi v stiski in delijo hrano, pomagajo pri plačevanju položnic, jim prisluhnejo, si vzamejo čas za obiske in res to je tisto res največ, kar lahko daš človeku, čas za sočloveka. In ravno v teh dneh, teh predprazničnih dneh potekajo različna obiskovanja starejših. Prostovoljci namreč hodijo po domovih, jih obiščajo, se z njimi pogovarjajo, si vzamejo čas in prinesejo neko malenkost. Največ pa je seveda obisk in čas, ki ga namenijo za njih, da jih malo poklepetajo in da je tako ljudem, ki so samljeni, starejši, bolni, da jim v bistvu res prikrajšajo čas svojim obiskom, svojo prisotnostjo. Tako da res iskrena hvala res vsem prostovoljcem za čas, to, da so naša podaljšana roka, da lahko pride pomoč do ljudi v stiski. Ja, in kot si rekla, Maja, v lanskem letu je bilo narejenih več kot 500.000 prostovoljnih ur. To je res velika številka, za katero se res ne moremo zahvaliti. Beseda hvala je premalo, vendar vemo, da brez njih te pomoči ne bi bilo, če ne bi imeli prostovoljcev, ki si vzamejo čas in so med ljudmi. In danes predstavljava akcijo Zaupanjem, zakaj pravzaprav gre. Ja, Slovenska Karitas v sklopu pomoči družinam in posameznikom v Sloveniji letos v teh predprazničnih decembru že 20. zapored začenja z dobrodelno akcijo Zaupanje. To je v bistvu dobrodelna akcija, s katero zbiramo sredstva, ki so namenjena pomoči gospodinjstvom v večjih nesrečah. Koliko časa pa traja? Ja, akcija poteka v mesecu decembru in v mesecu januarju, kjer v bistvu na različne načine prošnje, da pošljete SMS sporočilo Upanje 5 na 1919 ali Upanje 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za družine v stiski, ali pa preko transakcijskega računa Slovenske Karitas nakažete svoj dar, da bomo lahko preko leta pomagali družinam v večjih stiskah. To so v bistvu predvsem stiske, kot so požari, invalidnost otrok, posameznikov, kjer v bistvu lahko družinam pomagamo nekje do 5.000 evrov, včasih tudi več, če je pač stiska tako velika, da v bistvu res družinam vsaj malo, ali tudi posameznikom, vsaj malo omilimo njihovo stisko in da lahko res malo nekako grejo skozi mesec in je v bistvu res njihov dan lažji. Pa gre predvsem za finančno pomoč ali tudi materialno? Predvsem pomagamo s finančno pomočjo, tako da v bistvu plačamo položnice, plačamo kakšne predračune za obnovo, kakšne predračune za opremo, kakšnih invalidskih pripomočkov. Se v bistvu sama akcija pomagamo predvsem pri urejanju bivanjskih pogojev, recimo požarih ali pri kakšni obnovi starejših hiš, recimo zdaj v teh dneh smo prejeli kar nekaj prošenj za pomoč pri plačilu sanacije za zaščito hiše, ker je tukaj zima. Potem pomagamo pri nakupu opreme za invalidne in bolne otroke, ter pomagamo s plačilom osnovnih življenjskih stroškov za družine in posameznike v hudih stiskah. Včasih, sploh v teh dneh, ko je hladno, je plačilo položnice neki družini, ki so zdaj položnice za elektriko, recimo v teh dneh večje zaradi mrazu in večjega ogrevanja. Je res to, kar je žare kupanja v teh dneh, saj so stroški večji in vsak evro tukaj res pride prav. Srečujete se, Mojca, s prostovoljci in tudi tistimi, ki pomoč prejemajo. Kako se na čustva enih in drugih odzivate vi pravzaprav? Kako jih doživljate vi osebno? Vsaka stiska se me dotakne, pa ne bo to starejši, mlajši. Najbolj pa se me dotaknejo družine, zato ker tudi sama imam družino in se takoj vzpostavim vlogo mame, ki skrbi za otroke in kako bi jaz lahko rešila. Vendar si vedno rečem, če so potrkali na vrata Karitas
je naša naloga to, da iščemo in prinašamo upanje družinam. In ravno v teh dneh se je nami obrnila mlada mamica z 2 majhnima otrokoma, pokojnim možem in rekla, joj, težko je plačati položnico. Ne? In že smo začeli iskati v naši Karitas, kako bi ji pomagali, seveda prvič s pomočjo Karitas in donatorjev. Pač jaz vedno gledam tako, da iščem rešitev in da pač ne gledam in se ne smilim, ali pa če se mi človek tako ne smili, ampak v bistvu res skupaj z njim iščem rešitev, da bo njihov dan lepši in da v bistvu se bomo nekako lahko skupaj izkopali iz teh težav in da bo res skupaj hodil po tej poti srca posameznikov in družine v stiski. Mojca, potem pa želimo čim več rešitev, ki naj se rodijo v vaših glavah tudi s pomočjo Svetega Duha in Božjo pomočjo za še lepši december in še lepše božične praznike. Ja, najlepša hvala vam in vsem vašim poslušalcem, ki slišijo na naše stiske, ki se odzovejo. Če ne drugače, pa lahko molim dati. To se mi zdi res veliko, tako da res hvala Radio Ognjišče, vašim sodelavcem in vašim poslušalcem, da smo lahko skupaj in skupaj gradimo poti do srca ljudi v stiski. Hvala res. Torej, kakšne so stiske ljudi, katerim Slovenska Karitas pomaga z zbiranjem sredstev za akcijo Zaupanje, pa nam bo povedala sodelavka Karitas iz Celja Barbara Godler. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, gospa Barbara, komu vse pomagate s sredstvi iz tega sklada? Pomagamo družinam, ki so jih prizadele, torej stiske, kot so požar, kakšni plazovi, torej ali pa kakšne naravne nesreče, potem bolezni, ki se pojavijo znotraj družinskih članov. Tako da običajno so to takšne stiske. In koliko družinam do zdaj ste že pomagali v Celju? V tem koledarskem letu smo pomagali 8 družinam. Se vas je katera zgodba še posebej dotaknila? Vsaka družina ima svojo zgodbo, ki je za njih v njihovem primeru najbolj težka. Seveda nas se te zgodbe dotaknejo od požara, torej družina, ki je čez noč ostala brez hiše, kjer so otroci, kjer je res nujno potrebno, da se jim čim prej pomaga, torej da se čim prej odreagira in da se pomaga družini, da se jo namesti v nek varen prostor, ker potem se pojavljajo stiske, seveda še kasneje, torej nekaj je, da se pomaga takoj, nekaj pa je potem, da tudi pomagamo družini kasneje skozi čas, kjer se pojavljajo take stiske, torej psihične težave, tudi pri otrocih, tako da tudi pomoč kasneje je zelo dobrodošla. Na podlagi česa, kakšnih kriterijev pa delite sredstva med družine? Zdaj, se pravi, kriteriji so, torej, če pride do neke nesreče, kot sem rekla, ali je to požar, ali je to plaz, ali potres, da uniči torej bivalni prostor. Danes se že redko zgodi, da bi lahko rekli, da nihče ne potrebuje pomoč. Torej tudi tam, kjer sta oba starša zaposlena, je že danes tako, da tudi tam je potrebna pomoč. Torej tudi v takih primerih, kot je požar, je potrebna pomoč. Ne glede na to, ali so družinski člani v službi ali pa ne opravljajo tega dela. Ena pomoč je torej denarna in pa v materialnih dobrinah. Omenili pa ste že, da jim pomagate tudi pri psihičnem zdravju. Kako? Se pravi, pri nas imajo možnost torej svetovanje, torej informativno svetovanje ali prvo svetovanje, torej da se jih usmeri potem še na kakšne druge organizacije, kjer bi lahko dobili pomoč. Potem nekaterim je že dovolj, da imajo pogovor, torej da si nekdo vzame čas za njih, da lahko svojo stisko na glas povejo, da izrazijo, kako se počutijo. In danes ljudje, kar opažamo pri našem delu, potrebujejo veliko pogovora. Torej, da je na drugi strani nekdo, ki jim je pripravljen prisluhniti. Kako pa se na vašo pomoč odzivajo tisti, ki to sprejmejo? Veliko in vedno več je ljudi, ki se znova in znova radi vračajo k nam. Torej, tudi kadar se pravi, se z materialno pomočjo ta njihova stiska premosti, torej da najdemo neke rešitve, da se začnejo obnavljati stvari, še vedno radi pridejo k nam, ker še vedno pač morajo o tem govoriti, ker je to njihova stiska, ki jih bremeni, zaradi katere ne morejo spati, ne vejo, na koga se naj še obrnejo. In v tem primeru je to potem dolgotrajno spremljanje človeka v stiski. Se ne zaključi na neki točki, da zdaj pa, ker smo dali neko materialno pomoč, da se zdaj pa zaključi naša pomoč, ampak v bistvu je spremljanje človeka, je pač družine, je spremljanje in s tem ohranjamo stik.
človekom in vedno vedo, da nas lahko najdejo na drugi strani. Ne? Barbara Godler, najlepša hvala. Mi vam želimo kar se da miren in blagoslovljen praznični čas, ki je pred nami. Hvala lepa. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet. Na slovenski Karitas je za pomoč zaprosila družina s 4 otroki, ki se sooča z večjo materialno in psihosocialno stisko. V družini se še vsi otroci šolajo, med njimi je deklica, ki je otrok s posebnimi potrebami. V letošnjem letu se je njeno zdravstveno stanje zelo poslabšalo, kar je terjalo od staršev še posebno skrb in varstvo. Starejši sin se je pred meseci soočal z večjimi osebnimi težavami, zato so ga morali starši izpisati iz rednega šolanja na srednji šoli. Trenutno se šola od doma, kar se je izkazalo kot zelo pozitivno in uspešno za mladostnika, saj z veseljem opravlja svoje šolske obveznosti. Starša sta zaradi velikih obremenitev zelo izčrpana. Oče je že dlje časa zaradi izgorelosti v bolniški. Sicer prejemata nizke dohodke, a prosita za pomoč pri plačilu šolnine za sina. Starša se otrokom trudita omogočiti čim boljše vzgojo in varstvo. V imenu prejemnikov pomoči najlepša hvala za vaš prispevek. Vaš dar lahko nakažete na naslov Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Darujete lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo upanje 5 ali upanje 10 na 1919 in tako prispevate 5 oziroma 10 evrov. V zadnji letošnji oddaji smo predstavili akcijo Slovenske Karitas z naslovom Zaupanje z gostjama, sodelavkama Karitas, Mojco Kepic in Barbaro Godler. Povedali sta nam, komu gredo v roke zbrana sredstva in s kakšnimi težavami se srečujejo družine, ki pomoč potrebujejo. To bo za letos vse, dragi poslušalci. Vse dobro do prihodnjič, ko se ponovno poslušamo, želim Maja Morela. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.